Na Celjskem Rdečem križu v teh dneh največ povpraševanja po toplih oblačilih. V Slovenskih Konjicah se obetajo naložbe v športno infrastrukturo. V Celju izpeljali prvo pretekmovanje za Tuševo kuharsko zvezdo. Celjske košarkarice v Superligi Vaba lige najprej gostujejo v Kranju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Potem, ko je število uporabnikov storitev Rdečega križa v minulih letih skokovito naraščalo, v celjski enoti so lani beležili od 20 do 30% porast, se je v letu 2016 ta odstotek začel nekoliko zmanjševati. Še vedno je visok, saj se je po prvih ocenah lani število pomoči potrebnih povečalo za okrog 15%. V celjski območni organizaciji Rdečega križa sicer v teh mrzlih dneh beležijo povečano povpraševanje po toplih oblačilih, že v tem mesecu pa bodo začeli tudi z delitvijo paketov s hrano. Ob izredno nizkih temperaturah letošnjo zimo na celjski območni enoti zaznavajo veliko povpraševanje po toplih zimskih oblačilih in obutvi. Zaloge zaenkrat zadostujejo. Imamo kar problematiko pri moški obutvi, sploh zimski, tega je zelo malo. Zgleda, da moški do konca ponosimo obutev. Drugače pri oblačilih pa nimamo nekih problemov, je dost te zimske garderobe, tako da lahko ljudje še vedno prihajajo in tudi pač dobijo, kar pač želijo. No. Zaradi nizkih temperatur bodo pri večini visoke tudi položnice za ogrevanje. Mi še nekih informacij glede ogrevanj pa tega nimamo. Mi sicer položnic za ogrevanje ne plačujemo, je pa možno to preko naših krajevnih organizacij. To se pravi, da se ljudje v svojem lokalnem okolju lahko obrnejo na svoje krajevne organizacije in ponekod tudi jim plačajo ali nabavo drv ali pa mogoče tudi kakšno položnico za kurjavo. Tako da striktno pri nas pa na območnem združenju pa direktno ne. Socialno stanje se sicer na Celjskem nekoliko izboljšuje. Na Rdečem križu so tako lani lahko zadostili vsem potrebam prosilcev za pomoč. V lanskem letu smo tudi precej lastnih sredstev mogli uporabiti za nabavo teh prehrambenih artiklov in pa higienskih pripomočkov. Tako da se pravi, ni bilo nekih problemov in smo lahko zadostili tem potrebam. Trenutno še nimamo čist točnih podatkov za leto 2016, še pripravljamo ta poročila, vendar pa moram reči, da v preteklih letih, v zadnjih 3-4 letih je nekje prirastek povpraševanja na tem socialnem področju bil kar nekje 20-25%, celo do 30% se je iz leta v leto. V lanskem letu 2016 pa mislim, da je nekako prišlo nekje do malo nižjega procenta, ni bilo toliko povpraševanja oziroma tisti, ki so bili v preteklih letih pri nas na seznamih, so se nekje zgubili. To pomeni, da so verjetno dobili zaposlitve, da so nekje neka druga sredstva dobili ali da drugače pa novi pa še vedno prihajajo, ampak nekje se pravi, jaz računam, da je nekje okoli 10 do 15% prirastek samo bil v lanskem letu, ampak to ni še točna številka. Bodo pa že v tem mesecu začeli razdeljevati prehranske pakete. Prav po njih je največje povpraševanje. Mi imamo planiranih za letošnje leto že za prvo poletje že 4 delitve te prehrane. No, prva bo že zdaj v koncem januarja, 31. in pa 1. februar, ker 2 dni skupaj oziroma 3 dni skupaj delimo, ker delimo tudi na krajevne organizacije, peljemo v Štore, Dobrno in pa v Vojnik. Tako da te 3 dni bojo aktivni za naše prostovoljce, za naše zaposlene in bo pač ta delitev. No, naslednje so pa potem približno do konca junija, približno na 5-6 tednov so naslednje delitve. Vloge že sprejemajo, prav tako vabijo vse, ki bi želeli podariti oblačila ali obutev. Štorska krajevna organizacija pa bo 3. februarja pripravila še dobrodelni koncert za pomoč otrokom tamkajšnje osnovne šole. Zavod za šport Slovenske Konjice se namerava v letošnjem letu lotiti 2 večjih naložb. V športnem parku na Dobravi bodo uredili igrišče z umetno travo, v športni dvorani Slovenske Konjice pa bodo izvedli potrebna vzdrževalna in obnovitvena dela.
V letu 2017 smo si zadali ambiciozne načrte in sicer segajo na 2 področja. Gre za investicije v izgradnjo nove športne infrastrukture, gre se za projekt, ki smo ga začeli že v letu 2016 in sicer bomo na Dobravi uredili nogometno igrišče z umetno travo. V prvem kvartalu načrtujemo izdajo javnega razpisa, kjer bomo zbirali ponudbe in izbrali izvajalce za prvo fazo tega projekta. V drugi polovici leta pa načrtujemo investicije v obnovo obstoječe športne infrastrukture, kjer bi želeli obnoviti umivalnice in pa garderobe v športni dvorani Slovenske Konjice, ki je, bom rekel, zaradi svoje dotrajanosti in pa starosti že dodobra izrabljena. Tako da to so naši smeli načrti, upam, da nam bo uspelo. Danes je na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Celju potekalo prvo pretekmovanje za Tuševo kuharsko zvezdo. Gre za projekt, ki ga pripravlja skupina Tuš s partnerji, z njim pa želijo spodbuditi interes za poklice v gostinstvu in turizmu. V letošnjem letu so v Tušu nadgradili projekt Tuševa kuharska zvezda, ki so ga začeli že leta 2010. Novost pa je, da bodo najkuharja iskali v 4 pretekmovanjih, dobili pa ga bodo v velikem finalu. Danes se je začelo prvo pretekmovanje, v njem sodeluje 8 šol s po 4 tekmovalci starimi do 21 let. Ja, tako namen tekmovanja ostaja enak, kot je bil že v preteklih 2 sezonah, torej slovenski javnosti, tako splošni kot strokovni, predstaviti bodoče kuharske mojstre, hkrati pa seveda tudi bodoče strokovnjake na področju hotelirstva, v bistvu tudi ta smer natakarstvo oziroma tudi turistični tehnik, ker pač ta projekt nekako združuje predstavitev vseh teh 3 poklicev, torej posamezno ekipo sestavljajo 4 učenci, dijaki, in sicer kuhar, kuharski pomočnik in pa natakar in pa turistični tehnik. Naloga kuharja in kuharskega pomočnika je, da predstavita oziroma pripravita lokalno, regionalno jed, medtem ko natakar pripravi omizje, pogrinjek, turistični tehnik pa na nek način predstavi jed in jed v bistvu kot neko zgodbo gostoma, ker vsaka ekipa ima tudi dodeljena 2 gosta, ki potem tudi podata oceno. Na tekmovanju so sodelovale srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Radovljica, Radenci, Izola, Novo mesto, Ljubljana, Zagorje in Maribor. Kot so povedali pri Tušu, želijo s projektom na inovativen način spodbuditi mlade. V bistvu to tekmovanje je tudi namenjeno temu, da, kot sem prej rekla, da predstavimo strokovni javnosti, ker mi smo na to predtekmovanje in tudi na vsa bodoča bomo povabili različne strokovnjake oziroma gostince, hotelirje, ki dejansko lahko vidijo morda svoje bodoče sodelavce. Člani ocenjevalne komisije so bili na tem prvem pretekmovanju v kuharski ekipi Iztok Gumzej, Srečko Koklič, Dušan Veršec, Dejan Masnak in Marko Magajne, ki je že zmagovalec Tuševe kuharske zvezde iz leta 2010. Strežno ekipo pa so ocenjevali Edvard Kužner, Tatjana Klinar, Matjaž Kovačič in Predrag Canko. Ena izmed tekmovalnih šol je bila tudi celjska, predstavili so se s krožnikom Barbara Celjska. Namreč želimo predstaviti celjsko regijo, njeno tradicijo, zgodovino, njeno kulinariko, jo prodati v novi preobleki, v sodobni obleki in poleg tega ponuditi tudi Celje kot zanimivo turistično destinacijo. Ideje se ne rodijo kar tako po sili, ampak nastanejo spontano. In tako je bilo tudi tokrat, tako da mislim, da je krožnik provokativen, šokanten, tesno povezan z Celjani, z celjskimi grofi, z zvezdami, tako kot je bilo že v samem uvodu povedano, in mislim, da bomo lahko zopet ponosni na našo tekmovalno ekipo. Skupina Tuš je projekt zastavila skupaj z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Centrom za poslovno izobraževanje, srednjimi šolami za gostinstvo in turizem in Tuševimi poslovnimi partnerji ter dobavitelji. Je pa današnje pretekmovanje že prineslo prvi 2 mesti, torej prvi 2 zmagovalni šoli, to sta drugo mesto ekipa Radovljice in prvo mesto ekipa Ljubljane.
S tekmami prvega kroga Superlige se bo danes in jutri nadaljevalo tekmovanje v regionalni jadranski VABA ligi za košarkarice. Igralke celjskega Atleta bodo na uvodnem krogu jutri gostovale pri drugem slovenskem predstavniku Triglavu iz Kranja. Celjanke so iz prvega dela tekmovanja v Superligo prinesle 4, Kranjčanke pa 3 zmage. Celjanke se v zadnjih dneh znova ubadajo z boleznimi in poškodbami, ko stanje v ekipi ni dobro. Trenutno stanje v ekipi ni rožnato, dosti je bolezni, tudi naš glavni trener Grgič je zbolel in upam, da se čim prej vrne med nas, ker ga že vsi malo pogrešamo. Verjamem, da bomo jutri na tekmi odigrali v redu, čeprav smo, se pravim, kot pravim, imeli dosti težav v zadnje dni z boleznimi, poškodbami, tako da še enkrat poudarjam, stanje ni rožnato, ampak gremo v Kranj, čaka nas nadaljevanje Jadranske lige in verjamem, da se bomo Triglavo postavili po robu, tako kot je treba. Po zelo uspešnem prvem delu bodo v drugem delu Jadranske lige celjske košarkarice poizkusile presenetiti ter se kljub svoji mladosti uvrstiti na zaključni turnir. Dansko za nas je ves čas Jadranska liga, VABA liga, za nas razvojna liga in nimamo dansko nikakršnih rozdatskih pritiskov oziroma pričakovanj. Vse, kar si želimo, je to, da punce iz tekmo tekmo napredujejo, da kažejo napredek v igri in dansko, da stopnjujemo do konca sezone, ko nas čakajo zaključni boji za verjetno finale državnega prvenstva, da smo takrat v najboljšem stanju, tako da so tekme v Jadranski ligi super priprava za državno prvenstvo. Trenutno verjetno formo težko ocenjevati ob vseh teh težavah. Zelo težko. Na treninge smo priključili sicer tudi nekatere mlajše kadetinje, mladinke, da lahko pomagajo, da lahko igramo vsaj 5-5. Tako da zelo težko je povedati, kakšni smo sedaj v formi, ampak kot pravim, mi gremo v Kranj dati vse od sebe. Oni so na domačem igrišču vedno neugoden nasprotnik, ampak to ne pomeni, da bomo pa mi vrgli puško v koruzo pa se kar predali. Dali bomo vse od sebe, pa če bo to na koncu dovolj za zmago, super, če ne, življenje gre naprej. Triglav bo torej prva ovira, jutri v Kranju, rival zadnjih sezon. Jaz mislim, da glede na to, da smo zadnjo tekmo v Kranju prepričljivo dobili, mislim, da bojo tudi oni to tekmo odigrali verjetno še bolj motivirano in verjetno nas probali na domačem igrišču presenetiti, ampak mislim, da bomo dali mi tudi vse od sebe in da tudi njim ne bo lahko. Po jutrišnjem gostovanju v Kranju bodo Celjanke v soboto v Ljubljani odigrale prvenstveno tekmo z Ježico. Prihodnji teden jih v domači dvorani čaka tekma Jadranske lige z ekipo Play-off iz Sarajeva. Jutri bo v južni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod pa bo več sončnega vremena. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, v alpskih dolinah do -14, na Primorskem okoli 0. Najvišje dnevne pa od -4 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija. V petek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, na Kočevskem in v Beli krajini pa zmerno do pretežno oblačno. Pihala bo zmerna burja, ki bo v noči na soboto ponehala. V soboto bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v višjih legah bo malo topleje. Toliko v današnji informativni oddaji. Smo na sredini tedna, še nekaj dni, pa nekaj počitka. Lepo se imejte in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.